Lep pozdrav, že smo nazaj, takole Antonina Rome se je poslovila, v studiu imamo že novo gostjo, ampak še predtem pa hitro poglejmo, kaj dogaja po Ljubljani, naša gala in seveda aktualne novice. Lepo pozdravljeni ponovno v moji družbi, čas je za še druge novice v dopoldanskem programu na Ljubljana TV. V prazničnem tednu bo testiranje s hitrimi antigenskimi testi potekalo po nekoliko prilagojenem urniku. Jutri in v soboto 1. maja bo testiranje mogoče le na Kongresnem trgu. Testiranja pa sicer potekajo na 3 lokacijah. V sodelovanju z Zdravstvenim zavodom Zdravje je organizirano na Kongresnem trgu in pri parkirišču Tivoli, pod okriljem Zdravstvenega doma Ljubljana pa poteka pred mestno hišo. Osnovni pogoj za udeležbo na testiranju je, da ste zdravi, brez znakov in simptomov akutne okužbe dihal in prebavil. Z nami pa je na terenu spet Pija. Pija, lepo pozdravljena. Lep pozdrav še iz Gospodarskega razstavišča. Kot vidite za mano, je današnji dan precej miren, zelo počitniški. Naj pa vas opozorim, da obstajajo tudi možnosti testiranja na primer na Savski cesti v Ljubljani, tam v bližini Žalskega rondoja, kjer imate prav tako na voljo testiranje, vendar se mi zdi, da ni brezplačno. O brezplačnem je več že povedala Gala, jaz pa bi jo želela samo še opozoriti, da se danes lahko ponovno športno udejstvujete v zunanjih prostorih oziroma v zunanjosti, na zunanjih površinah in sicer v skupinah do 10 ljudi, kar pomeni, da košarko lahko že igrate, za rokomet bo treba še malo počakati. Se pa z današnjim dnem na fakultete vračajo tudi študenti in sicer po hibridnem modelu, kar zaenkrat pomeni, da bojo najprej izvedli vaje, praktični pouk, potem pa se bodo vsake toliko z ostalimi skupinami tudi menjavali. Naredimo torej vse, da bomo v tem počitniškem tednu tudi sami še vedno upoštevali ukrepe, da ne bo prihodnji teden ponovno sledilo kakšno zaprtje. Ja, Pija, najlepša hvala za tole dopolnitev. To je zaenkrat vse z moje strani. Rok, sedaj pa vračam besedo nazaj v studio. Najlepša hvala Gali in seveda Piji za vse novice, tako res ažurni smo tukajle in iz prve roke dobite vse informacije, kaj več pa spet kmalu, Gala, ko se slišimo. Tako je, se gledamo. Ja, se gledamo. Takole lahko rečemo, ni najbolj idealen čas za potovanja, daleč od tega, ampak agencije Oskar to ne ustavi. Imamo različne vrste potovanj, se pravi, ampak tudi, ko ne moremo potovati, ne smemo stagnirati, da tako rečemo. Tukajle v studiu ob meni že Vesna Selan z agencije Oskar. Vesna, prav lepo pozdravljena v našem studiu. Hvala. Torej, pravite, da so potovanja in osebni razvoj vaša strast in poslanstvo. Bi povedali nekaj o tem? Ja, seveda. Že od nekdaj rada potujem. Pravzaprav sem 20 let nazaj pustila službo pravnice na Ministrstvu za kmetijstvo z namenom, da sem lahko vodila potovanja po širnem svetu. Potovanje vidim kot en tak poligon za osebni razvoj, za osebno rast, ko se srečujemo s to drugačnostjo, z deželo, z ljudmi, s tradicijami, z različnimi religijami in vse to v nas zbudi nek impuls, pride v nas. In tako nas potem potovanja osvežijo in nas peljejo naprej na poti našega osebnega razvoja. Ja, res tudi sam lahko iz osebnih izkušenj rečem, da ko sem prišel z kakšnih potovanj, da sem prišel kot malce razsvetljen, da tako rečemo. En pregovor pravi, da če je življenje knjiga in kdor ni potoval, je prebral samo eno stran. Se pravi, potovanja nam res lahko razširijo obzorja. In na katerem potovanju pa je vam naredilo tisti klik, jaz pa nočem biti pravnica, jaz pa hočem potovati? To se je zgodilo v Turčiji. Aha. Ja, prav živo sliko imam pred očmi. Ko sem gledala tisto prostranstvo, tiste lepote narave in obenem bila del skupine, ki sem jo vodila in bila priča temu, kako so ljudje delali svoje lastne osebne preboje na tej poti, kako so se pravzaprav soočali s svojimi omejujočimi prepričanji, s svojimi predsodki in kako so potem, ko so enkrat to prišli, nekako na novo zasijali in kako so jim zasvetile iskrice v očeh. In prav to me je prepričalo, ja, to je želim v življenju početi.
In tako se tudi razdajate nekako, da tako rečem. Se pravi, lahko spreminjate človeška življenja, da tako rečem. Ja, pravzaprav sem lahko zraven, ko ljudje spreminjajo svoje življenje, lahko jim pri tem pomagam. Tudi na način, da jih spodbudim pri tem. Se pravi, da se pogovorimo o kakršnih koli zadregah, ki se na tem poti pojavijo. In jaz v osebni razvoj tako vidim kot eno tako spiralo, kako gremo od točke, kjer smo, do tja, kamor nas vodi to naše notranje sonce, naš notranji jaz. In na tej poti po spirali se srečujemo z različnimi situacijami, zadregami, včasih se zataknemo. In takrat smo tukaj, tako vodniki kot coachi agencije Oskar, da pomagamo ljudem, da se lažje odtaknejo, da grejo lahko bolj lahkotno naprej. Agencija Oskar lahko povsem brez problema rečemo, da je drugačna turistična potniška agencija, da tako rečem. Nimamo teh klasičnih destinacij, nimamo 50 ljudi v avtobusu, ampak res tiste pristne destinacije. In verjetno so ravno te poti tudi eden izmed načinov, se pravi, kako lahko osebno zrastemo. Verjetno v neki gneči na avtobusu, v čakanju za neko galerijo težko najdemo neko notranje razsvetljenje. Ja, mi smo znani predvsem po doživetih potovanjih. To so te potovanja, ki v nas pustijo sled, ki ostane, neko doživetje, izkušnjo, ki jo potem nesemo naprej in ki v bistvu obogati naše življenje. In tudi v teh časih, ko manj potujemo po širnem svetu, več potujemo navznoter. In tudi tu je ta isti namen, izkušnja, ki ostane, ki nam potem neprecenljivo izboljša življenje in obogati vse naslednje trenutke. No, in ravno za ta namen ste v okviru inštituta Intija za osebni in strokovni razvoj izvajate coaching in supervizijo. Zakaj točno gre? Ja, gre pravzaprav za to, da združujemo tisto, kar se nam dogaja na potovanjih, s tem, kar se nam dogaja doma. Se pravi, da lahko prepletemo oba te dva vidika. Coaching kot metoda je pravzaprav en način vodenja po tej spirali osebnega razvoja, da lahko gremo lažje, bolj učinkovito naprej proti svojim ciljem. Supervizija pa pravzaprav dela podobno v kontekstu dela, v kontekstu službe, profesionalnega razvoja. Ja, pa se lahko mi po tej spirali premikamo tudi, če ne potujemo, se pravi, če smo doma. Seveda, prav zato smo zdaj včasih, ko potujemo manj, organiziramo spletna potovanja po naši notranjosti, v bistvu z usmerjanjem pozornosti vprašanj, podobno kot na vodenju po potovanjih po svetu, tukaj zato počnemo doma. Ja, izredno zanimivo. No. Nekako je treba, se pravi, res ne smemo stagnirati, tudi če ne moremo potovati, ni vse v nekem cilju, ampak je pot, ne, ta, ki je pomembna, se pravi, pa naj bo to spiritualna ali pa dejansko fizična pot. Je pa v Sloveniji precej coachov, vi pa ste celo akademsko izobraženi. Končali ste namreč podiplomski študij z področja svetovanja, supervizije in coachinga. Pravite tudi, da se še vedno izobražujete in da imate tudi vi svojega coacha. Kako to? To mi je precej zanimiv podatek, ne, da ne glede na to, da ste strokovnjakinja na svojem področju, še vedno imate tudi vi svojega coacha. Ja, jaz vem, da je v bistvu osebni razvoj in ta pot po spirali, ki jo zelo rada uporabljam kot metaforo, kot en tak simbol našega osebnega razvoja, pravzaprav nikoli končan proces. In če želimo kar naprej biti v stiku sami s sabo, se bogatiti in iti naprej, potem je fino, da smo pravzaprav del nekega profesionalnega procesa. Lahko gremo na kavo s prijateljico, lahko se sami s sabo ukvarjamo, ampak čisto nekaj drugega pa je, če imamo coacha in smo skozi nekako v tem profesionalnem procesu razvoja. Malce tako neprijetno verjetno vprašanje, ampak kje bi zase rekli, da ste trenutno na vaši življenjski spirali? Ja, na poti. Na poti. Že blizu konca ali nekje na polovici, se to ve sploh? Ne. To je pravzaprav odvisno od tega, koliko časa živimo na tem planetu, se mi zdi. Se pravi, hoja je pa verjetno, nikoli ne dosežemo zares tistega vrhunca, vedno smo na poti, ne, da rečemo. In vedno, ko smo na poti, je fino pogledati nazaj, ne naprej, kje smo že vse bili, in kam nas vodi pot. Ampak sebe vrednotimo potem,
glede na sebe, ne glede na druge. Tudi s tem, ko sem bila v življenju večkrat soočena z minljivostjo, z dokončnostjo, z umiranjem, z odhajanjem z tega planeta, takrat sem začutila prav to živost. In takrat mi je to dalo neko dodatno energijo, dodaten motiv, da grem naprej po svoji spirali razvoja. Kako se vam pa lahko pridružimo na potovanjih navznotraj in kdaj sploh vemo, kdo je sploh, komu bi predlagali, se pravi, to supervizijo in coaching? Komorkoli, kdorkoli želi v življenju nekaj nadgraditi, spremeniti, narediti korak naprej pod enim strokovnim vodstvom, za vsakogar se tukaj nekaj najde. Lahko imamo cilj, da postanemo bolj fit, bolj v formi, da izboljšamo svoje odnose, svoj čustveni svet, svoje misli. Vse to se pravzaprav lahko zgodi v coachingu. In jaz na inštitutu izvajam integrativni model coachinga, kar pomeni, da združujem različne metode in osebni razvoj razumem celostno. Tako da lahko razumem človeka v vseh odtenkih njegove osebne zgodbe. In to je tisto, kar bi lahko poudarila in rekla, da je to verjetno moja prednost. Tako da tisto, kjer pa se lahko ljudje pridružijo, pa je že ta teden na brezplačnih predstavitvah coachinga, da preizkusijo na lastni koži, kako to v skupini izgleda. Potem pa od 6. maja naprej ob četrtkih v skupinah, kjer maja obdelujemo temo odnosov, čustev, kako naprej, kako tukaj narediti neko razliko, neko spremembo. Torej vse to še vedno poteka prek spleta, razmišljate tudi o coachingu v živo? Ja, seveda. Ko bo le mogoče, je verjetno vseeno bolj pristno, da tako rečemo, človek lahko še več odnese, če se z nekom pogovori v živo, kaj ne? Ja, absolutno. Tako da načrtujem tudi potovanja, ki bodo povezana z temi coaching principi. V našem hotelu Oskar v Loškem Potoku načrtujemo delavnice, 1. maja, 1. junija, morda na spletu, morda v Loškem Potoku, v smislu aktiviraj, prebudi svojo notranjo moč. No, tudi več o tem hotelu in nasploh o teh delavnicah se bova pogovarjala še naprej, za trenutek pa dajmo še nekaj besed našim oglaševalcem, tako da kratki oglas in se prav kmalu spet vrnemo. En lep pozdrav, že smo nazaj iz oglasov, čas pa je, da nadaljujemo naš pogovor z Vesno Selan z agencije Oskar, govorimo o superviziji, govorimo o coachingu. Ustanovili ste, se pravi, na agenciji Oskar tudi, se pravi, inštitut Intija za osebni in strokovni razvoj, ne. Kaj pa Intija sploh pomeni? Tako malo eksotično ime mi deluje. Ja, res je. Inti je simbol za moč sonca, izhaja iz inkovske tradicije in sonce je ne samo simbol življenja, ampak nam tudi kaže neko pot naprej. Prinaša neko jasnost, svetlobo in tisto naše pravo bistvo bi lahko ponazorili s tem notranjim soncem. Se pravi, moramo dati mesto notranjemu soncu, ne smemo pozabiti na. Prinesli ste tudi en prav poseben predmet, eno piramido, vidim. Zakaj točno gre, Vesna? Ja, to piramido sem prinesla z enega izmed svojih mnogih potovanj po Egiptu. Zdaj v coachingu pa jo uporabljam kot en tak simbol. V coachingu so metafore in simboli, naše osebne zgodbe, eno tako bistvo, ki nas peljejo naprej. In ta simbol uporabljam kot orodje. Orodje v coachingu pa pomeni en tak način, kako lahko naredim en elegantnejši korak naprej. In v tem primeru piramida ponazarja ves naš čas, pozornost in energijo, ki jo imamo v življenju, ki pa jo ponavadi razporejamo tako, da je večina časa, pozornosti in energije ujeta v spodnji del piramide, kjer so nepomembne stvari. Se pravi, veliko časa, pozornosti in energije usmerjamo v nekaj, kar ni ravno naše poslanstvo, kar ni ravno naš najvišji namen. Tisto pa, kar nam prinaša največjo vrednost v življenju, ponavadi nekako ponazorimo na vrh piramide, ampak temu namenjamo le malo svoje pozornosti in časa. In ko se lotimo procesa coachinga, je naš namen, da začnemo to piramido obračati in da jo na koncu obrnemo naokrog, kar pomeni, da pretočimo čas, pozornost in energijo tja, kamor paše, se pravi na sam vrh piramide. Tja, kjer so naše aktivnosti, ki so za nas ključne, pomembne, ki nas uresničujejo in izpolnjujejo.
Torej, da dejansko namenimo, uresničimo svoje poslanstvo, tisto, ki ga imamo, in ne da samo, da preživimo, ampak da dejansko zaživimo, ne. Se pravi, pomagate najti bistvo človeka. Sem prav nekako sklepal iz te piramide, da posvetimo čas tistemu, se pravi stvarem, ki so zares pomembne. In čas je res vrednota v današnjem času. Pogosto se ne zavedamo, pa gre kar mimo nas, brez da bi resnično ga izkoristili, ne. Ja, v bistvu imamo vsi nekako na voljo enako časa, od nas pa je odvisno, kako ga bomo pravzaprav izkoristili. In upravljanje s časom je pravzaprav upravljanje s sabo. In to je tisto, pri čemer nam coach, življenjski trener, lahko najbolj pomaga. Pa da rečemo malo konkretno, kakšen je vaš čas, ki ga bi zase rekli, da ga preživite najbolj primerno, najbolj konkretno, najbolj v svojem bistvu? Ja, dobro vprašanje, hvala. Jaz zase lahko rečem, da so zame odnosi tista ključna stvar, ki mi v življenju največ prinese, in moja ustvarjalnost. Se pravi, ko posvečam čas mojim najbližjim ljudem, ko posvečam čas sebi, odnosu do sebe, ker s tem se pravzaprav vsi odnosi začnejo, takrat sem res v svojem vrhu piramide. Ali pa, ko ustvarjam, ko v bistvu v soustvarjalnem odnosu, ki ga ustvarjam z nekom, ki pride k meni v coaching, delam z njim korake naprej, tudi takrat sem v svojem vrhu piramide. Sicer pa je zame nekako najbolj smiselen čas tudi, kadar potujem, sem v naravi, sem v stiku pravzaprav s soncem, zemljo, z naravo, takrat se res počutim tako v svojem središču. Zdi se mi zdajle med tole krizo, ki je prišla, da smo dobili dva pola. Nekoga, ki je, se pravi, kriza uničila, psihično porušila, in nekoga, ki je pa zdaj končno našel čas zase. Se je lahko poglobil vase. In kako priti na pravo stran teh dveh skupin? Ja, mislim, da je vsaka kriza hkrati tudi priložnost. In pravzaprav, če znamo pogledati z druge perspektive, iti mogoče v nek helikopter ali pa balon, pa pogledati tako navzdol na svoje življenje, takrat mogoče tudi dobimo neko distanco in dobimo moč, da pravzaprav stopimo iz vloge žrtve v vloge ustvarjalca. In v še tako težkih trenutkih je pravzaprav možno najti pot naprej. In to je tisto, kar mene navdušuje in inspirira tudi pri tem mojem delu. No, ki pa lahko naše gledalke in gledalci seveda najdejo več informacij o coachingu in superviziji, kdaj bojo naslednje delavnice, kako se prijaviti, kje vas najdete? Ja, na spletni strani www.intia.si, potem pa na Facebooku, kjer tudi nekako svoje sledilce obveščamo kot Inštitut Intia. Tako da na spletni strani so vse informacije, mnogo člankov in pa tudi način, kako se lahko prijavite na ta brezplačni coaching s predstavitvijo. En je že to sredo in ta petek, pa potem naslednji torek zvečer redna skupina z coachingom, skupinskim coachingom pa se začne 6. maja. Tako da srčno vabljeni. Ja, seveda vabljeni, verjetno lahko odnesete prav veliko in pridete obrnete svojo piramido naokrog, se pravi posvečate čas tistemu bistvu, ki ga vsak človek ima. Ko bodo pa potovanja spet mogoče, pa verjamem, da lahko tudi skozi potovanja nekako uresničujete svoj namen, ne? Absolutno. In tukaj se mi tudi zdi pomembno zavedati se, da tisto, kar smo doživeli v preteklosti, ni nujno, da določa našo prihodnost. In prav zdaj, v tem trenutku, smo mi tisti, ki imamo moč in lahko na novo napišemo svojo zgodbo življenja vnaprej. In sami smo verjetno, lahko rečemo, gospodarji svojega časa in gospodarji svoje prihodnosti. Tako da posvetimo se sebi, poglejmo noter, ne, in tako bomo verjetno lažje dosegli svoje bistvo. Vesna, najlepša hvala za vsa ta pojasnila. Jaz vam želim še naprej uspešno delo in seveda čim več obrnjenih piramid, da tako rečemo. Najlepša hvala. Takole, to je bila Vesna Selan z agencije Oskar in Inštituta Intia. Takole, zdaj pa je čas, da gremo na kratko v oglase, po oglasih pa že novi gosti, nove vsebine, tako da ne hodite daleč. Se gledamo.